Svetega Duha. Amen. Popravljamo 6. dan 9-dnevnice k Mariji Pomočnici. Misel Don Boska, ki je izrekel pred svojimi fanti, preden so šli k večernemu počitku: Marija, časi so tako žalostni, da potrebujemo Marijino pomoč. In to je bilo namreč v časih, ko je razmišljal, kaj bi v čast Mariji še naredil, da bi njeno pobožnost še razširil, kajti videl je toliko milosti, ki je preko nje tudi prejel. Pa se ni ustavil samo pri širjenju svoje pobožnosti do svojih gojencev, ampak je v Mariji govoril in rad priporočal vsem, vernim, nevernim in tudi drugače vernim. In ker kakor da bi Marija želela sodelovati z njim, so se po njeni priprošnji dogodili mnogi čudeži. Tako nekaj ozdravljen, spreobrnjen. In zato so k Don Bosku začeli prihajati ljudje na obisk, ga prositi za molitev, za blagoslov. Nekateri so potem prihajali tudi se zahvaliti. In tistim, ki so prihajali v prošnji za blagoslov, za molitev, je vedno dodal kakšno Marijino podobico, jih povabil k molitvi ali tudi k 9-dnevnici. In tisti, kateri so prejeto milost dobili, prijeli, so se mnogi mu prišli zahvaliti. In takrat jim je Don Bosko rad dejal: zahvalite se ne meni, ampak Mariji in pa mojim gojencem, kajti oni molijo tudi za vas in se trudijo v našem oratoriju krščansko živeti. Zato se zahvalite tudi njim. Tako v teh dneh, ko smo priča tej nesreči, epidemiji, je gotovo naša odgovornost tudi ta, da se priporočimo Mariji, da molimo in pa seveda k temu povabimo tudi naše bližnje in druge, kajti po molitvah vseh nas lahko Bog stori tudi kakšen čudež. Zgovoren je primer gojenca iz oratorija. Namreč, ko je za Marijin praznik Marije Pomočnice sredi maja, takrat je bilo proti koncu šolskega leta, imel Don Bosko navado, da je nagradil tiste najbolj pridne, vzorne za kakšno stvar, ki se mu je zdela pomembna v tistem letu, ki so jo dobro naredili in opravili. In ko je tako podelil prvo nagrado, si je izbral najboljšo izmed tistih, ki je bila, je prišel drugi in ta se je nekaj časa oziral po vseh teh nagradah, ko ni našel nič takega, kar bi ga zanimalo, pa je vzel šopek rož, ki so pravzaprav krasile bile za aranžma v tistem prostoru in jih ponesel pred vsemi pred podobo sliko Marije Pomočnice. In s tem pokazal, da je pravzaprav ona vir in izvir vsega tega, kar je on v tistem šolskem letu naredil in pa dosegel. Z vročenci smo v teh dneh pred praznikom Marijinega Gospodovega oznanjenja mislili narediti za starše majhno presenečenje in jih nagraditi z rožico v zahvalo, da so nam dali in posredovali življenje. Zdaj doma ste gotovo iznajdljivi, boste te stvari veliko boljše in pa dobro naredili, poklonili svojim mamicam, svojim staršem, ampak povabim, da tudi Mariji v zahvalo za vse, kar prejemamo, nebeški materi naredimo kakšno rožico in ji podarimo kot znak naše predanosti in pa ljubezni. Vsi skupaj zato povabljeni, da kakor Don Bosko z vero v priprošnjo in pomoč Marije Pomočnice se tudi mi vedno znova na njo obračamo in pa seveda k temu vabimo tudi druge, da bi Bog uslišal po njeni priprošnji naše prošnje in molitve. Molimo. O Marija, kraljica apostolov, sprejmi pod svojo obrambo duhovnike in vse vernike katoliške cerkve, daj jim duha edinosti in pokorščine, da do poglavarja svete cerkve in gorečno za zveličanje duš. Zaupno te prosimo,
ljubeče varuj misionarje, da bodo mogli spreobrniti k pravi veri vse, ki so v zmotah, da bo kmalu ena čreda, en pastir. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto rešene telo, zdaj in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, kako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto rešene telo, zdaj in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto rešene telo, zdaj in vekomaj. Amen. Pozdravljena kraljica, Mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše pozdravljena. Tebi vpijemo izgnanje in otroci, tebi vzvikujemo žalost in ljubanje v tej solzni dolini. Obrni torej naša močnica, svoje milosti vrči v nas in pokaži nam potem izgnanstvo Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni, nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje, vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsem
da bomo rešili bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice Božje, prosite za nas. Molimo. Vsemogočni, usmiljeni Bog, ki si v obrambo krščanskega ljudstva postavil trajno pomoč v blagoslovljeni Devici Mariji, pomagaj nam s svojo milostjo, da pod njenim varstvom v bojih življenja in ob smrtni uri premagamo sovražnika našega zveličanja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.